Prav lepo pozdravljeni v oddaji, morda niste vedeli. Ja, v tokratni oddaji bo tudi slovenska javnost izvedela, kaj se je v tistih avgustovskih poplavah dogajalo z družino Zorman, seveda tudi celotno sosesko tu okoli v Šmarci pri Kamniku. Seveda Simon Zorman je svojo družino pa svojo skupino Dexcentrix aktiven tudi pri naših zasavskih humanitarnih tekih. Tudi tega se bomo še dotaknili in seveda dotaknili tudi njihovega dobrodelnega koncerta, ki ga izvedejo vsako leto že kar precej let. Najprej pa Simon, živjo. Pozdravljeni, se poznava, se bo tikala. Seveda, ne. Simon, takrat tisti avgust, ko je bil tudi nekaj tednov do našega humanitarnega teka, 12. Ki ga izvedemo v Trboveljah, letos v Trboveljah, si me ti po telefonu poklical, ne? In takoj sem vedel, da nekaj ne štima. Igor, žal na robu solz ne bomo uspeli letos igrati na tvojem teku. No. Ja, to je bil kar, bom rekel, šokno. Nekje skupina se je že kar provadila s tem, da sodeluje na tem humanitarnem teku vašem. Vedno smo bili zelo veseli klica tvojega, pridete, ja, pridemo. Tudi za letošnje leto je bilo, da bomo prišli, ampak žal tistega usodnega 4. avgusta je pač narava naredila svoje in nam to preprečila. In ti si našel čas in me takrat v tistem hudem trenutku, ko je vse okoli plavalo, poklical, ne? Ja, dejansko mogel sem zaradi tega, ker pa mislim, da si bil tudi en izmed prvih, ko sem jih poklical, ko sem povedal, da pač žal ne moramo iti sodelovati, ker nam je poplava zalila hišo in da moramo ta prvo tukaj stvari rešiti. In da bo kar precej dela, ne? Ja, to vsekako, zaradi tega, ker spodnji del hiše je šel ves. No, kaj se je dogajalo tistega usodnega dne? Ja, usodnega dne je bilo pravzaprav tako, da 2 minute čez 5 zjutraj je moj brat dobil telefonski klic, poziv na pozivnik, če gre na intervencijo v Kamnik. Namreč moj brat je prostovoljni gasilec v PGD Šmarca in seveda mare ostal šel. Ko je prišel v gasilni dom, je videl, da jih je premalo za intervencijo. In takrat, ko je on šel od doma, je bilo še suho. Ta ulica je bila še suha. Nič ni bilo še tukaj, sploh videti, sploh ta kazen, da bi karkoli bilo. Mislim, da je bilo pa 10:07, ko je klical 10:05 zjutraj, se pravi, to je bilo v roku parih minut, klical mojega starejšega sina, ki je pa tudi gasilec v Šmarcu. Je rekel, da glasbenik mimogrede. Tudi tako, ja. Prid nam pomagati, premalo nas je. V redu, on se je hit napravil v tisti vrstu motičnosti, ki je bil še ves zaspan, šel dol, na kar ni mogel več odpreti vhodnih vrat. Niti ni sam začutil, ker je bil še ves matast, da že stoji v vod, not v hiši. Tako da je šel v sreden štuk, tam je mama moja mami, in po zadnjih stopnicah dol, na kar je pristal do pasu v vodi. Šele takrat se je v bistvu zavedal, do česa je prišlo, da smo v bistvu v poplavi. Tako da je bilo to v roku 10 minut od čiste ulice do tega, da je bilo v ulici meter in še malo vode. Simon, zakaj je do tega prišlo? Zdaj, neverjetno, da bi dež to povzročil, seveda dež, ampak verjetno se je mogla kakšna reka izliti. Ja, tukaj imamo blizu Kamniško Bistrico, ampak kar jaz spomnim, 49 let, ne vem, kakšnih katastrofalnih poplav ni bilo. Bila je potalnica, pa še ta zelo redko. Da bi pa take poplave bile, pa ne. In tukaj bom rekel, da si ne znamo razlagati, na kakšen način v bistvu je prestopila tisti breg. Eni pravijo, da se je višji gor jes utrgal, drugi so rekli, da se ni voda oziroma Kamniška Bistrica prav izlivala, tretji pravijo, da je prevelik šus prišel iz hribovitega sveta dol. Mi smo tukaj zelo udarjeni takrat, ko je recimo močne padavine v hribih.
ko vse tisti hudourniki pa vse skupaj se zgrinajo v Kamniško Bistrico in ta je potem tista, ki pa potem dere, pa podira pred sabo. In zdaj ti si verjetno potem to spremljal in kaj se je dogajalo, je to naraščalo? Ja, zdaj stvar je bilo v tem, da recimo seveda takoj uzbuna, sirene so bile, ne, pogledam ven, žena bi mogla po službo iti, ker bi imela zjutraj in seveda kam bo šel, če je več kot meter vode na ulici. In potem ni bilo drugega kot samo mamika, mami imam pa tudi invalidko, ne. Imam puntirano nogo, da smo jo spravili v najvišji zgornji del stanovanja tukaj, ki smo mi zdaj. In v tisti svoji nemoči nimaš kaj kot samo gledati dol, kaj se dogaja. Kje se bo stvar ustavila, bo šla voda naprej, kaj bo ali kako. Je pa to pokal. To je dobesedno pokal, šipe so pokale, vrata so pokale, ker v zunanje strani je vrata porinjena noter. Vsa ta stekla, ki so bila na vratih v spodnjem delu, to je vse zbil, to je vse pokal. To je bilo kot na front. To je bilo obupno slišati. Potem mislim, da je bila ura nekje okrog 7:30, se je že pri sosed videl, da počasi upada stvar, tako da smo se majhen vdahnili. Da ne bo šlo više? Ja, ampak na našo žalost, pa na našo nesrečo, je par minut čez 8 zjutraj priletel še en šus. Ti šus je pa dobesedno radiral pred sabo. Kako pa je to izgledalo? Takrat je pa samo sosed je zavpil, prav, ne, še eden gre takrat. V bistvu tudi, če bi hotel kaj umakniti, nisi mogel. Zakaj? Zato, ker si samo v enem momentu videl, ko so šle od sodov z nafto, bencinskih, miz, klopi, pohištva, to je vse nosil. In to je dobesedno po ulici samo šus je naredil. Kaj pa avtomobili? Samo priletel. Avtomobili so bili vsi zaliti. To si na avtomobilih kar videl, kako je šla voda vidno gor. Zdaj, v tvoji družini imate tudi sina, ki ima cerebralno paralizo, ki je na vozičku, ne? Ja. In prilagojeno imate tudi njegov vstop v te bivalne prostore z liftom, ne? In seveda tudi kombi za prevoz invalidne osebe. Ja. Kaj je bilo pa s tem? To je bilo vse uničeno. To je bilo zalit. Dvigalo, v spodnjem delu dvigalo je bilo zalito, se pravi vsa elektromarca, se pravi elektronapeljava, potem pogonski motorji, to je bilo vse vod. To je bilo potopljen dejansko. Kombi tudi, kombi je bil dobesedno zalit, totalno neuporaben. Sinov avto, ravno tako da smo v bistvu ostali brez vsega. Tudi Bog ne da bi se v tistem momentu naredili, da bi mogel enega peljati zdravniku, da nisem uspel. Niti ga ne moral še zdaj. In takšni avtomobili so potem tudi konec, ne? Ja, s tem avtomobili ne moreš nič, kar je dejansko tako, tudi če ga greš nekje popravljati, so taki stroški, da dejansko ne moreš tega narediti. Plus tega ti noben ne bo garantiral, da bo to, ne vem, mogoče zdržalo en let, pol leta, en let, pa se bodo določene stvari začele nazaj kazati. Tako da je takrat zavarovalnica samo prišla ocenila totalko in je bilo konec. Kaj pa z dvigalom? To pa mislim, da se je dalo potem nekako rešiti. Ne? Dvigalo je bilo tako, da tukaj v tem sklopu se moram zahvaliti Radio 1 iz njihove fundacije. Namreč oni so potem organizirali tudi serviserja, da je prišla servisna služba, vse pogledali in takrat so nam zamenjali tako motor kot kompletno elektronapeljavo. Vse skupaj, tako da je po 5 tednih in pol, bom rekel, nekje ujetništva Anžeta v teh prostorih, ker ga nismo mogli dobiti dol, Anžel lahko pa šel ven iz hiše. Aha, 5 tedna je trajalo to. 5 tednov, dobrih 5 tednov pa pol je bil Anže v bistvu ujet v te 4 stene, ga dol nismo mogli dobiti, seveda, ker dvigal ni funkcioniral. Tako da moram reči, da tudi v tistem trenutku, ko je zaslišal, da je ropot dvigala, dobil se od oči. Dobil, kako? Dobil se od oči. Prav mi tudi zaradi tega, ker to so bile tiste največje muka nekje, da otrok ne more, oziroma ne bom rekel otrok, mladostnik ven, ki bo prenavajen po cele dneve v zunaj biti. To pa ga bomo potem vprašali, ne, kako je tudi sam to doživljal.
Ampak zdaj voda ni kar stekla, kar takoj, ne? Kako je bilo s tem? Ne, voda je kar nekaj časa bila, voda je bila na ulici. Seveda prej predno... Pa ne samo v tej ulici, v 2 ulicah? Kako? Tukaj v Šmarci smo utrpeli škodo 4 ulice. 4 Se pravi, ulice. ena pred nami, pa 2 za nami, seveda pa potem naprej še sosedna vas od Nožic, Homca. Tukaj je bilo seveda, preden je voda tekla, je traja kar nekaj časa. In ko je tekla, ko še je lahko šele- potem tako, prazniš prostore. Tako. V tvoji hiši, ne, so bili pa kateri prostori zaliti? V bistvu je bilo tako, v spodnjem delu je moj brat si urejal stanovanje, namreč postavlja si nekje svojo družino, in v bistvu to je bilo zalito vse. Ko sem prej omenil, no, da je 2 minute čez 5 dobil telefonski klic, ne, poziv, da je mogel iti, bom rekel, hvala Bogu, da je dobil. Ker če ga ne bi, mislim, da brata jaz ne bi mogel več. Aha. Ker bi ga dobesedno zalili. To je bilo tako v hitrem momentu, v hitrem trenutku, da enostavno ne bi vstal. Plus tega se mi zdi, da ne da bi ga voda zalila, ampak mislim, da ga je ta prvo elektrika To je problem, ne? uničila, umamila, potem bi pa dobesedno utonil. In se pravim, tukaj hvala Bogu, kakor je recimo hudo slišati pa videti, da je pač ostal brez stanovanja, ampak je preživel. Smo pa vsi ostali živi. Drugače pa dol zgubil vse, od spalnice, kopalnice. Osebni dokumenti tudi? Tudi. Potem tam, ki mu kuhno, pa to je se šlo. Na srečo pa do teh tvojih bivalnih? Do mojih bivalnih mame prostorov tudi, ni ne? prišlo, pa do mame, ne, čeprav se pa zdaj pozna, ne, kljub temu, da pri nas, pa recimo, to je bilo avgusta, da smo že v bistvu počas gremo v drugi del novembra. No, se spomniš, kaj sem takoj rekel, ko sem prišel v hišo, ne? Ja, von, slipa, ropot sušilcev, pri nas to laupa 6 sušilcev 24 ur na dan. Pa moram reči, da se že pozna na stenah, ki jih vleče gor. Vlaga. Ja. So kje si ogledali strokovnjaki? Zdaj, včasih je potrebno, da pride kakšen strokovnjak pa pove, a je treba dati to med dol, ali kako. Ja, tukaj moram reči, da bili so ocenjevalci škode iz občinske strani. V bistvu z občine, ki je poslala, seveda, kot tisto vsi spremljamo zdaj, da je država nekje poslala ne izvedence, ampak ocenilce. Potem seveda je to na občina, vsaka občina potem svoje ljudi dala, no in tukaj sta hodila 2, en je bil zeljarski strokovnjak, se pravi gradbeni, da je točno videl, kaj je pa kako, ne, in v popisu je kar pač povedal, da je dol kompletno vse uničeno. In povedal, kaj je treba delati, kako sušiti. Ja. Zdaj, kako pa s tem sušilci, ne? Zdaj slišali smo, ne, da so kakšne dobrodelne organizacije podarile, zdaj ste morali to sami kupiti, kako gre s tem? Ne, v tem primeru moram reči, da sem res hvaležen, ker mi smo sušilce dobili na izposojo brez plačila. Tako da tukaj poznam pa družino, ki je mogla v bistvu sušilce plačevati, in to je kar drag špa, za en sušilc sta zakonski par plačala 30 evrov na dan. Kaj pa elektrika? Elektrika je pa tako, elektriko pa prva položnica, ki pa šla, je bila gromozanska. No, potem so pa nekje pač država držala besedo in so nam znižali kilovatno uro. Tako da je po nižji tarifi. No. Ampak še vedno več kot prej. Več kot pa prej. Zdaj, prej si mi omenil, ne, da si področje ogledal tudi Marjan Šarec, obrambni minister, ki je Šmarčan, ne. On ni bil potopljen, ne? Ne, on je bil višji v zgornjem delu Šmarce. On je v zgornjem delu Šmarce, tam ni bilo, pa šel si pa pogledati. Ampak ste bili malo razočarani, malo pozno, ne? Ja, v bistvu zdaj pač prišel je, mislim, da 4. ali 5. dan. Mislim, da bi bilo bolj, da bi videl tisto prvo situacijo. Dejansko, kaj se je zgodilo, kaj so ljudje pravzaprav trpeli, kakšno škodo. In v kakšnem so pravzaprav, ker takrat smo v bistvu večji del že pospravili vsi stran, ne? Ker pred hišo, to so bili gromozanski kupi, omar, bele tehnike, to je bilo vse uničeno. Vsaka hiša je imela toliko tega pred slabi, kot recimo tam, ne vem, javni odpad. Ste se pa sosedje še bolj povezali, ne? Moram pa reči, da sicer žalostno, no, ampak bom rekel, toliko bolj smo veseli,
da se ne bom narobe izrazil, da me je kdo za besedo držal, po tej ujmi, po tej katastrofalni zadevi, ki nas je doletela, moram pa reči, da so pa sosedje stopili skupaj, mislim, da še enkoli prej. Res pomagali drugemu. Če doma nisi imel, recimo, da nisi imel možnosti nekaj narediti, pa si videl, da se sosed matrašil brez besed tja pomagal, kakorkoli. S tem, da bom rekel, vsa pohvala, pa vsa zahvala gre gasilcem, ker oni so pa, bom rekel, neumorno, neutrudno, non-stop ždel nad vsakimi vrati, nad vsako hišo, a rabite pomoč, a rabite to, a rabite on. Non-stop smo imeli na razpolago prostovoljce. Samo da si rekel, tole pa tole ne gre, bi še kjerega rabo, ja, ni bilo pol ure okrog, ti ga je že pripeljal. Mislim, res moram reči, da so se zavzeli za naš Marco, pa mislim, da ne samo mi, vse v bistvu je nasrkala cela Slovenija in tukaj kapa dol vsem gasilcem, ki so se iz to ujmo toliko borili pa vse skupaj, čeprav slišimo zadnje čase zelo veliko negativnih besed na račun gasilcev, ampak jaz pravim, pa me vdo mogoče zdajle za besedo prijel, ampak to lahko govori tak, stvari ni utrpel, ki jo ni doživel. Ko pa doživiš na tako stvar, pa ko vidiš, da pa ta prvi, ki je priletel v človek, oseba v gasilski obleki. Rešitelj, ne? Tako jaz sem enkrat eno kolumno napisal, ne, da na srečo, ne, naši državi, oblasti, te ali pa kateri drugi prej, ni še uspelo uničiti tisto, kar so skozi stoletja ali pa desetletja gradili gasilci, civilna zaščita, Karitas, Rdeči križ, Društvo prijateljev mladine in tako naprej, ki še vedo, ne, pa tudi kakšnega zdravstvene inštitucije, ki še vedo, kaj je treba v tistem trenutku postoriti, ne, gasiti tiste prve hude težave, ampak ne, potem so težave, ne, ko je treba ljudem povrniti del škode, ne, tudi tistimi družinami, ne, kjer so vam nekako obljubljala država 20% ne, nekega... 20% predplačila, ja, do tega... Ga še ni, ne? Ne, ga še. In zdaj smo od 4. avgusta, zdaj bo že hmalo Miklavž, ne? Mogoče bo za Miklavža, ne? Mogoče Miklavž pa niso. Ja, tako da pritiskamo na državo, dajte, ne, poskrbeti, da bo Miklavž lep, ne? Bi prav to prišlo, ne? Ja, vsekakor. S tem, da se pravi, mi še vedno sušimo dol, tudi recimo strokovnjaki so rekli, da prvi treba presušiti, ker ukolikor boste zdaj začeli karkoli drugega tazga delati ali podna ali to prav, boste vrgli denar skozi okno. Zato, ker na neki mokrga ti neki novega dajeti gor, nima nobenega haska, tako da imeli smo željo, tudi brat je imel grozno željo, da bi lahko šel nazaj v svojo spalnico. Ampak bo treba počakati. Ne? Ampak žal, pač se je tudi on sprijaznil s tem, sicer zelo težko, ampak da bo treba pomlad počakati. Kako pa je z vozilom za Anžeta? Ja, zdaj ta stvar, ki še je v postopku, je še, se pravi, kombi za Anžeta. Tukaj moram spet zahvaliti se Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, vsem sodelavcem njihovim, posebno pa gospe Anite Ogulin. Je poklicala, obiskala? Ona se je obiskala, ona je bila tukaj. Ne, 4. dan prej? Ne, ona je bila, mislim, da smo Stavelskega pospravili, ampak bilo je v tistih prvih 10 dneh. Je bila ona tukaj, videla situacijo, kakšna je in je takoj vstopila v akcijo s kompletno svojo ekipo. In moram reči, da so nam nekaj pomagali, seveda iz celotno Slovenijo. Tudi tukaj moram se pač zahvaliti res vsem, da so pomagali, da so stopili nam v pomoč in so zbrali tako, da smo prišli do novega kombija. Ampak zdaj je pa potrebno še ta kombi preurediti. Se pravi, da bo primeren za prevoz električnega vozička. Ja. Tako. No, midva sva v začetku govorila tudi o naših zasavskih humanitarnih tekih, kjer vedno sodelujete tudi s skupino Dexcentrix. Letos smo tekli pa zbirali denar za društvo multiple skleroze
in zbrali 3165 evrov, nekaj je za njih. Zdaj nekako v tem tednu se je to zaključilo, so se še čakale nekatere donacije. No, vmes, takoj po tistem humanitarnem teku, so se pa določena sredstva začela zbirati tudi za tvojo družino. Ne? In lahko rečem, ne, da nekaj so darovali, pa moramo omeniti, ne, če dovoliš. Ja, sigurno. Branka Jovančič, Beli Hamiti, Uroš Tržišnik, nekaj tudi sam, ter vsi, ki so humanitarne prispevke dali v škatlo v slaščičarni Hamiti Trbovlje, pri Peku Kostanja v Trbovljah, v sladolednem butiku Kepca Kisovec, v slaščičarni Gaja Izlake in v baru Café del Tiempo Kisovec. Ne. Tako da nekaj bo, ne? Ja, jaz se moram v tem trenutku vsem tem res zahvaliti. No. Vsem tem donatorjem res zahvaliti, ker so pripomogli k temu, da bomo končno lahko ta glaven rukar, kar se tiče Anžeta, v bistvu poskrbeli, ker trn nam je bil zdajle predvsem to dvigalo, kombi, da bomo lahko zrihtali, ker vam povem, da recimo, če imaš vse stvari preenkrat preveč v glav, kaj moraš narediti, niti ne moreš trezno razmišljati na kompletni sanaciji. In zdaj, ko se bo tale stvar recimo za invalide, za našega Anžeta uredila, bomo potem tudi lažje s trezno glavo razmišljali, kako sanirati vse prostore potem za brata, da potem rešimo brata, oziroma ne rešimo, ampak da mu omogočimo, da se bo spet lahko recimo postavil tisto, kar si je toliko časa prehranjeval, tiste svoje prehranke, da lahko nekje upremo, ki pa žal zdaj vodo vzela. No, ko sva se midva slišala, seveda te ravno nisem nadlegoval takrat, ko je bilo najhuje, ne? Ampak vmes mi kakšno stiko poslovno. In ker vem, da vsako leto organiziraš v kulturni dvorani v Šmarci tudi dobrodelni koncert. Vse veš, kaj sem ti prvo, kar sem ti rekel. Ne? Simon, letos pa upam, da boš za sebe zbiral, ne? Te humanitarne prispevke. No, in vem, da si dejal, ne, Igor, ne bom. Ne? In tako tudi je. Ne? Ja, zdaj pa lahko malo več poveš o tem, za koga boste zbirali na tem dobrodelnem koncertu, pa kdaj se bo zgodil. Ja, res je. Ta moja skupina, v bistvu niso moja skupina, jaz jih nekje vodim. So vsi samouki, nekateri že dobro poznajo, to so skupine Descentrix. Smo se nekje pogovarjali pač ob njihovi obletnici delovanja, letos bo 9. leto, vedno nekomu pomagamo. Vedno smo nekomu namenili prostovoljne prispevke. No in za letošnje leto smo se nekje odločili, da bomo ta prostovoljne zneske, raznesek namenili ravno Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. Zakaj? Zaradi tega, ker po pogovoru z gospo Anito Ogulin, ki sem imela kar dosti močen pogovor, in se moram v tem prilike še enkrat zahvaliti, ker mi je zelo nekje, poleg tebe, Igor, dvignila moralo, da nisem v tistih težkih trenutkih cagal. Pač omenila, koliko družin je, ki ne morejo niti otrokom dati, recimo, kar so imeli prihrankov, kar so imeli recimo ozimnice, pa tega, koliko jim je tega odnesel. Povedala mi je, da je tudi veliko recimo majhnih družine z malimi otroki. In ko smo se to v skupini pogovarjali, smo rekli, ne bomo šli na posameznika, ne gremo na nas same, vedno smo nekomu pomagali in prav zaradi tega bomo namenili te zneske Zveze prijateljev mladine. Ljubljana Moste Polje, gospa Anita Ogulin bo pa že vedela, katere družine so tiste, katere najbolj potrebujejo, da bom rekel tako, da bodo otroci lahko imeli, če ne drugega, saj čokolino, keksolino, a pa marmelado za namazati za na kruh. A pa tako, kot smo nedolgo tega slišali, imeli puding za praznike. Tole,
kar precej žalostno slišati, ne. Tako kot sem prej dejal, na srečo, ne, da imamo dobrodelne organizacije, da imamo gasilce, pa ne vem, kaj sem še prej našteval. Vse imamo tudi državo, ne, zelo zna na visoko vse oceniti, proračun zdaj sprejemajo, ne, ampak ponavadi ali pa zelo pozno pride tisto potem do tistih, ki rabijo, ne. Vmes so pa lačni, ne. Jaz bom tako rekel, da Slovenci smo že velikokrat dokazali, da znamo stopati skupaj. Tudi brez države, ne. Ja, Tako. vse to sem hotel reči. Ja. Pa ne bi bilo to takrat, ko je bilo za Krista, tista fantka. Ne bo to za kjerkoli zadevo, vedno smo dokazali, Fundacijo Julijan pa tako da smo naprej, ja. močni. Me pa boli to pa moram povedati, da se potem na družabnih omrežjih potem zgrinjajo takšne in drugačne opaske nad temi, pa ne bo to Karitas, ne bo to Zveza prijateljev mladine, Radio 1, bilo kdo, izvzet državne stvari. Ja, pa se je izbral toliko in toliko denarja, kam pa so ga dali. Glejte, veliko družin je, ki se težko izpostavlja. Ja. Tudi meni lahko. Stvari razlagati, recimo, kakšna katastrofa te je doletela, to ni lahko. In velikokrat človek dobi polena pod noge. Ja, pa spet tam, pa tam bil. Ja, sem bil. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker hočem, da se ve, da sem dobil pomoč od takih fundacij, katere oni popluvajo. Ja. In tukaj, če ne bi bilo Radia 1, če ne bi bilo recimo tebe, Igor, s tvojimi, če ne, resno govorim, če ne bi bilo recimo gasilskega društva, če ne bi bilo teh vprašanj, kdaj bi Anže prišel lahko, kdaj bi videl notranje svoje šole. Pa smo samo pred dvigalo. Ampak mi smo na suhem, kaj pa tisti ljudje, ki so ostali brez hiše? Ja. Oba starša sta mogoče zapufana toliko, da ne morejo kamor, da so pa vstal jim je pufil, pa brez hiše so. Pa brez vsega ostalega. To je žalost in tukaj, in recimo takimi so te fundacije pomagale, pa ne more vsakmo povedati, temu pa temu smo dali. Ampak največkrat so to takšni, ki ne utrpijo škode, samo da imajo neki za mled, da imajo v kavicah, neki za debatirati, pa čvakati, pa popluvati recimo po takih organizacijah, ki se trudijo dan in noč, ne samo tistih par ur, ampak po 24 ur na dan. To je pa tisto, kar manjka v tem sodobnem svetu, ne? Manjka empatije. Ne? Ja, tako je. Človek človeka vidi. Greva še malce na tisti humanitarni dogodek, dobrodelni dogodek, kdaj se bo zgodil? Ja, to se pravi, kot smo omenili, 9. praznovali bojo 9 let svojega obstoja. In sicer 16. decembra ob 7. zvečer bomo v Šmarci v dvorani Kulturnega doma organizirali, ne bom rekel koncert, pač pa nek tak glasbeni večer, kjer bodo nekaj pesmi zapeli prota moja skupina, pravi so samouki. Potem mojemu povabilu se je odzvala tudi, mislim, da je z vašega konca, gospa Samanta Zakoča, nekaj, mislim, da se tako piše. Pride iz, mislim, da je z Bim Fantom, tako da, jaz sem sicer rekel, da bo to skrivnost, ampak naj bo, tudi jodlali bomo. Tako da ne bo samo rok zadeva, ampak bojo tudi v jodlarske vode bomo šli. Čakam potrditev še enega nastopajočega, drugače pa zelo veliko čast mi je, da je kot častni pokrovitelj pa pravni župan, gospod Matej Slapar. Sicer dela je bil grozno bolen, smo z Lunčem prišli na okrevanje, ampak nas zelo podpira pa temu našemu delu, naše skupine in mi je res veliko čast, da je on prevzel častno pokroviteljstvo. In vsak, ki bo prišel na ta koncert, bo lahko tam pri prostovoljcih daroval tako, pač vsak po svojih zmožnostih, kakor lahko, to bomo prešteli, to bomo prešteli in pred koncem tega glasbenega večera bomo tudi ta znesek predali gospe Aniti Ogulin, ki bo tudi prisotna na tem koncertu. No, in jaz se bom malce pošalil, ker se tudi naš Marjan Šarec red pošali. Marjan Šarec, začnite šparati, pa prinesite debelo denarnico in darujte kaj za svoje krajane, ne? Malce v šali, ne? Tako. Ja, hvala ti, ne?
upam pa, da boš na moj rojstni dan, 10.9., drugo leto, svojo skupino prisoten na 13. zasavskem humanitarnem teku. Zdaj, če mi bo uspelo, 60 km tudi poškodbi kolena odteč, če ne, namen bo dober. Igor, namen je tisti. Zbiramo pa za VDC, ki ima 40 let, in za društvo ASPI, torej osebe z avtizmom, in si bojo to potem zbrano delili na pol. Fajn pa je, da je vmes tudi muska, da ni pa reč dolgočasno tekati. To sigurno, vse Igor veš sam, da mi smo vedno bili pripravljeni te podpreti, sploh na koncu, ker vem, da so tiste zadnje ure so najbolj kritične že. Noge bolijo, noge so težke. Ampak prej sem menil svojo poškodbo. To je poškodba recimo telesa, ampak tisti glavno je pa srce. In ta velik srce Igor imaš ti, toliko časa že in toliko si že pomagal tudi nam, da ne oziraj se na to, koliko kilometrov boš lahko pretekel. In svojemu srcem kilometrov ne moreš šteti. In svojim srcem je samo veliko ur, ki jih pa tudi nobena ura ne bo toliko naredila, bojo prej baterije. Simon, zdaj te bom pa kar prekinil, ker če ne se bom pa jaz zjokal, in bom dal besedo še tvojemu sinu Anžetu, ki je bil v tem stanovanju zaprt 5 tednov. Dobrih 5 tednov, da vidimo, kako je pa on to doživljal. Tebi pa hvala. Hvala, Igor. Anže, živijo. Živijo. Evo, ti si prisluhnil, kaj je vse povedal oče. Ja. Ampak mene pa zanima tudi, kako si ti ta čas poplavljene hiše pa Šmarce doživljal. Moram reči, da tega enostavno nisem pričakoval. To je bilo zame prvič in na splošno mi je bilo tudi zelo hudo, ker nisem mogel nikamor iti. A si takoj vedel, da boš nekako zaprt med 4 stene? Ne. Kdaj si pa to ugotovil? Potem, ko si ugotovil, da je tudi dvigalo kaput, ne? Ja. In kako je bilo preživljanje potem v stanovanju? Zelo neprijetna izkušnja. Ker moram tudi sam povedati, lepe dneve, če je le lepo vreme, zelo rad preživljam zunaj. Ko sem pa videl, ko sem pa nekako slišal, da je do tega prišlo, nisem slišal, dojel, da je do tega prišlo, sem imel pa kar solzne oči. Ni bilo šola, čeprav ni bilo sprehodov zunaj, ne? Ja. In kaj si delal doma? V bistvu v svoji sobi sem bil večino časa. Pa tudi na računalniku sem bil. Pa tudi v bistvu, ko je oči v bistvu delal zunaj, pa ko so pospravljali po tem, kar se je zgodilo, sem bil večino časa sam v stanovanju. Torej, težki časi, ne? Enkrat vmes se je pa zgodilo nek lažni alarm in... Drži, ja. Izgledalo je pa tako. Jaz sem se glih zvečer sem se urejal, ne. Tako, ker normalno zaposla pa vse skupaj, ker je bila ura že 5 popoldne, pa nisem imel več kaj delati, ne. Pa še elektrike ni bilo. Nakar je bila razglašena evakuacija in moram priznati, da sem se tudi tega malo bal. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da
se je pač nekdo norca delal, ker je, norca delal, pač zmislil si, da je v Kamniku še en jez popustil. In sicer, ja, jaz sem bil na WC-ju, na urenju, potem pa in so me nesli ven. Kdo so te nesli ven? Gasilci. So prišli Ja, in te nesli ven, ne? Ker lifta ni, ne? lifta ni bilo, so me mogli pa po stopnicah nesti. In kam so te nesli? V gasilski avto in direktno v gasilni dom. In takrat potem so videli, da je lažni alarm in so te potem prinesli nazaj, pripeljali nazaj. Ja, V bistvu si bil prvič pa malo zunaj, ne? ja, recimo. Potem pa spet zaprt v stanovanju, dokler, ne, slabe 5 tednov, ne, Ja. se ni lift Uredil. uredil. In Zdaj moram reči, da ko se je končno to uredilo, lahko rečem, da res tukaj hvala Radio 1, predvsem pa Blažu Babiču, ker je prevzel ker je pokril celotno organizatorstvo, da so mi lahko z njihovo pomočjo popravili dvigalo in da sem lahko po 5 tednih končno prišel v šolo in končno zunaj spet na svežem zraku. In zdaj, tudi če je kdaj mrzlo, greš vse en ven, ne? Ja, drži. Drži, ne? In verjetno pa, ne, ko zveš, ko gledaš vremensko napoved, ne, in slišiš, da bo močno deževalo, ti srce malce drugače bije, a? Ja, ker nikoli ne veš, kaj bo. Zaupaš državi, da bo poštimala tako, kot mora biti, da ne bo do tega več prišlo? Ne. Ne. Ampak, ne, sva se prej pogovarjala, ne, da sva oba bolj tako optimista, ne, da se rada smejiva, si pa optimist, ne? Ja. Še vedno, ne? Ja. Recimo, ne? No, in kaj ne rečem, ne? Jaz upam, ne, da do tega ne bo nikoli več prišlo, da ti bo tale avto, ne, ki ti pomeni veliko, ne, Ja. dobro služil, Ja. še kar nekaj let, ta je bolj nov, ne? Kak leto dni? V lanskem letu sem ga v bistvu avgusta sem imel prevzem tega vozička. A je boljš kot prejšnji? Ja, Je, ne? pa tudi veliko bolje sedim. Veliko bolje V sediš, ne? tistem vozičku, ta star mu je bilo kar malo. Nisem več tako sedel, kot bi si želel. Zdaj, žal, ne, na ta koncert, ki bo, mislim, da 15. ali pa 16. Ne? 16. Ne, ti si zapomniš te cifre, ne? Me ne bo, ker bom takrat nekje na dopustu, ne? Zdaj, mogoče bo potegnilo, da pridem, ampak ti boš pa zihar, ne? Sigurno. Pa vodim program. Kako? Pa ne sam. Še eno sošolko iz Siriusa prihaja iz Kranja, namreč to priložnost sva že imela oba. In 20. maja, ko smo delali za Radio 1 in Deželak junak, smo organizirali dobrodelno soboto in naju je oči pol seveda skupaj z mojo sošolko vprašal, če bi bila za, da bi vodila. Midva sva rekla, ja, zakaj pa ne. In publika je bila toliko navdušena, da bova letos ponovila še enkrat. In vajo ne sti več iz rok, ne? Ja. In Anže, jaz imam en predlog, ne? Ko bova midva naslednjič delala intervju, ne? Ga boš ti z mano. Zmenjeno. Evo. Zmenjeno. Zmenjeno. Hvala ti.
Z velikim veseljem. Veliko svetlih dni ti želim, pa seveda ne samo v stanovanju, ne? Ja, Še na prostem. Ne? ja, Hvala ti. prosim. Hvala pa tudi vam za pozornost in pridite na ta humanitarni dobrodelni koncert, podprite dobre ljudi v dobrih delih in vsem bo lepše. Vam in tudi tistim, za katere zbirajo denar. Pa srečno! Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.